kultura. Ali ste za dvig proračunskih sredstev za kulturo po vzoru Islandije na 3% bruto domačega proizvoda? Da, v stranki Vesna se strinjamo za oblikovanje srednjeročnih in dolgoročnih ciljev strukture slovenskega proračuna, v katerem moramo najti način za izboljšanje stanja na posameznih področjih, na katere štejemo tudi kulturo. Da, vendar je potrebno biti zelo previden pri razdeljevanju sredstev, s tem imamo že sedaj probleme. Ja, sredstva je treba dvigniti na raven, ki bo omogočala razvoj vseh sektorjev v kulturi, dostojne plače in pa dostojna programska sredstva. Smo, vendar je tudi treba upoštevati tudi, da smo del EU in je treba najti soglasje med članicami EU. Da, postopoma, kajti smo mala nacija in zato je treba za kulturo, da obstojimo, dati več, vsekakor pa nad povprečjem Evropske unije, ki je dobro procenta, mi pa imamo zdaj slab 1,5% in praktično v zadnjih letih se zmanjšuje in to ni dobro, moramo povečati. Da, prav gotovo Slovenija potrebuje kulturo in brez kulture ni možno živeti. Ja, to pa kot dolgoletni ljubiteljski kulturnik se s tem strinjam, odstotek je pa stvar dogovora, ampak vsekakor mora biti višji kot doslej. Ne, oziroma bolj odvisno od vrste kulture. Sem za dvig sredstev po vzoru Islandije, seveda, ko bomo dosegli standard Islandije. Drugače pa sem za sodelovanje med državo in kulturniki, za avtonomnost kulturnikov in proaktivno politiko, ki bo kulturnikom omogočila njihovo delovanje. Ja, podpiram to idejo. Seveda ne kar takoj, postopoma. Odločitev, kakšen bi bil tisti odstotek, je pač v rokah parlamenta. Podpiram tudi idejo, da bi se 3% dohodnine pustilo ljudem, da sami odločijo, kateri nevladni organizaciji bodo namenili svoj del dohodnine.